Ok, pa ste le kliknili. Torej ste kliknili. Dobro jutro, dober dan, dober večer, kakorkoli. SITV na internetu in poglejmo, kaj imamo danes. Kritično mišljenje in presoja ter njihov pomen pri uveljavljanju in spoštovanju človekovih pravic. O tej in še mogoče kateri temi se bomo pogovarjali na okrogli mizi SITV z našimi tokratnimi, ne smem reči današnjimi gosti. Tokratnimi gosti Andrej Adam, profesor filozofije in sociologije, Branko Gerlič, zagovornik UTD, član Zofijinih ljubimcev, pravzaprav so tukaj trije člani Zofijinih ljubimcev, tudi naslednji naš gost Boris Vezjak, slovenski filozof, družbeni kritik in publicist. In pa četrti gost Simon Ošlak, študent ruščine in slovanščine na Inštitutu za slavistiko v Gradcu in pa urednik slovenskega TV programa na ORF Avstriji. Je to res? ORF Štajerska. ORF Štajerska. Torej, lep pozdrav vsem sva. Pozdrav. Kje bi začeli? Ima kdo kakšen predlog? Pri Andreju, on je mojster za kritično mišljenje. Andrej kot A. A kot A. Tako. Zakaj pravzaprav, oziroma gremo pojasniti pojme kritično mišljenje? Je to sploh potrebno v družbi? Ali ni dovolj kritičnega mišljenja? Ali ga je preveč? Mogoče ga premalo? Se pravi, dober dan, zdravo. Jaz mislim, da je ta opredelitev vsaj neka okvirna, ker zelo natančne mislim, da glede na sam pojem ni mogoče dati, da je potrebna. Recimo, z moje perspektive sam delam v izobraževanju, v šolstvu, učim filozofijo na gimnaziji, kjer se z številnimi reformami pospešeno poskuša uvajati kritično mišljenje, vendar se pri tem takoj pojavi problem, zato ker se poskuša ga uveljaviti oziroma lansirati kot v bistvu neko četrto pismenost, tako kot imamo matematično pismenost, potem bralno pismenost, potem je bilo po tej logiki tudi kritično mišljenje. Zdaj pa, če začnemo o tem razmišljati, potem ugotovimo, da se kritično mišljenje in tako tudi vedno bolj deluje v praksi, vse bolj obravnava kot kompetenca. Če pa se vse bolj obravnava kot kompetenca, potem postane v sedanjem kontekstu avtomatsko podvrženo diktatu trga oziroma kapitala in potem postane to oprema fleksibilne delovne sile in to z mojega vidika in vidika avtorjev, ki jih berem in nekaj tudi prevajam, v resnici več ni tisto, kar bi v pristnem smislu rekli, da je kritično mišljenje, kjer vendarle moramo poznati verjetno tudi sam kontekst, ugotoviti, se informirati, zakaj gre in potem tudi tako ravnati. Tako da bi, ko je pač bilo rečeno, tukaj tudi nekaj o pravicah, se mi zdi, da je kritično mišljenje bolj treba gledati ravno kot ideal izobraževanja oziroma pravica, da ljudje sploh še to imajo, da lahko preudarjajo svojo situacijo. Teda to je mogoče za uvod tako okvirno povedal. Torej, vi trdite, da se kritično mišljenje da naučiti? Definitivno se ga da naučiti, zato ker analiza pokaže, da je sestavljeno iz večjih komponent. Nekaj zadeva samo neformalno logiko, kar recimo ravno na univerzi zelo dobro dela, Boris tudi, se pravi, kar zadeva samo kaj je dobra definicija, kako se opredeljuje, kaj so napake v sklepanju in tako naprej. Vendar to so samo veščine, so nujen pogoj seveda kritičnega mišljenja, kar pa zadeva, se pravi, to pravico, to človeškost, pa bi moralo biti kritično mišljenje tudi drža človeka, ki tako razmišlja, da ko nekaj premisli, se tako v življenju kasneje tudi ravna, če je treba znaka tvegati, se v nekaj spustiti in tako naprej, kar potem vzgoja za same veščine ne prenese nujno, kar lahko potrdim, recimo sam, ne vem, v šoli, recimo nekdo lahko sjajno razmišlja, sjajno nekaj zargumentira, pa se v življenju ne bo vedel kot kritični mislec, ampak kot navaden potrošnik. In ravno tu to neha biti kompetenca, se pravi, ko postane neka vrlina oziroma drža duha. In jaz bi rekel, da je kritično mišljenje mora zajeti tudi ta del in ta del na nek način potem
je za samo šolo tudi problem, ker takšna vedenja so lepa in dobra sama po sebi, kot sam verjamem, in jih tudi ne moramo ocenjevati. Zato je kritično mišljenje, vse kar zadeva njegovo umeščanje v šolo, z tega vidika zelo problematično. In potem se učitelji, pa na univerzi tudi, če hočejo vzgajati kritične mislice, morajo vse malo potem iti čez, to je kar so uradni šolski kurikulumi, ki, tako kot sem prej rekel, po neki logiki, sedanji logiki stvari, ki je precej žalostna, ne, kot bomo mogoče še rekli, prevaja to v kompetenco. Boris, ima pripombo? Ja, mislim, da je Andrej lepo izpostavil ta osnovni dispozitiv, kaj je kritično mišljenje. Morda za širšo publiko pomembno povedati, da lahko govorimo o kritičnem mišljenju na dveh nivojih. Prvi je ta, v katerem govorimo o kritičnem mišljenju kot neke vrste logiški veščini, načini razmišljanja, ki ima neko logično veljavnost, se pravi, recimo temu argumentacijsko mišljenje, ki je seveda izjemno pomembno tako v znanosti kot v vzgoji in izobraževanju povsod. In k temu pač bolj in manj težijo tudi šolski kurikulumi. Po drugi strani pa imamo kritično mišljenje, kot je rekel, zelo lepo povedal kolega Andrej, kot neke vrste, recimo temu, kritično držo do sveta, se pravi neko svetovno-nazorsko držo do sveta, recimo temu praktičen, ne, zelo preproščeno praktičen vidik kritičnega mišljenja. In težava nastopi, recimo, če bom zelo, zelo konkreten, težava nastopi, če pogledamo na kakšen način seveda se prvo in drugo dejanja. Ne. Vi lahko imate super profesorja logike, super profesorja neformalne logike, kritičnega mišljenja na srednji šoli, na univerzi, ne. Ampak ta super profesor logike, ki ima kritično mišljenje v malem palcu, kar zadeva to logiško mišljenje, bo navzven v praktičnem življenju morda popolna nula. Se pravi, ne bo imel nobenega stališča do družbe, do družbenih dogodkov v svetu, ne bo imel nobenega stališča do politike in političnih procesov v svetu, to ga preprosto ne bo zanimalo. Se pravi, z tega vidika, ne, praktičnega vidika, on kot kritičen intelektualec enostavno ne bo nastopal. In se mi zdi, da razumeti kritično mišljenje samo kot eno ali samo kot drugo je napaka. To, kar potrebujemo, je seveda neka edukacija ali pa navzočnost kritičnega mišljenja v prvi in v drugi sferi. Ne. Prvo je očitno zapiranje na nek slonokoščeni stolp logike, ne. Drugo je evidentno morda samo poza, ne. Imamo jasno tudi intelektualce, ki samo igrajo kritike in zavzamejo neko kritično pozo, pa v resnici ne zmorejo nobene prave logiške presoje. Mislim, da ta dvojnost kritičnega mišljenja je izjemno pomembna, da rabimo eno in drugo. Tu pa smo pri presoji. Eno je kritično mišljenje, drugo pa je presoja. Kako pridemo do presoje? Kakšna znanja potem mora človek imeti, da lahko presodi? Kdo drug to poskušal? Jaz mislim, da ni tako določeno, oziroma, tako kot si zdaj rekel, me je vprašanje malo presenetilo, ker če nekdo dobro presoja, tako je Boris povedal, se pravi, da dobro vlada te veščine in je dober dijak ali pa študent, ne tega hipotetičnega profesora, ki ga je Boris izpostavil, na nek način že v teoriji dobro presoja, vendar pa tako kot je Boris povedal, to je treba izpeljati tudi praktično in potem oziroma pokazati življenju kot neko držo duha oziroma stremljenje, kot se to recimo zdaj prevaja v slovenščini, ne, če sledimo vsaj drugi literaturi. Mislim pa, da kar je Boris zdaj ravno povedal, se fino pokaže ravno sedaj v sedanji situaciji, kolikor se pa na kakšne načine intelektualci v bistvu vključujejo v temo, kar zapremo, da so mariborske vstaje oziroma vse slovenske vstaje. In zdaj, če bi proučili kontekst in vse razloge za vstaje in bi izhajajoč iz analiz ugotovili, da so upravičene, kar recimo je moje iskreno mnenje, potem je
takšen kritični mislec, ne, ki smo ga do zdaj opisali in kot malo prej Boris povedal, takšen, ki bo tudi sodeloval pri teh stajah, ne more samo nekaj analizirati. In pol bi rekel, da nekdo nekaj presodi, da je, pa to tudi naredi. Se zdi, da je za to delovanje, po eni strani se zdi, ni noben del presoje, po drugi pa je. Če ne ravnaš tako, kot presodiš, potem ne vem, zakaj bi sploh presojal, oziroma no, ne, če bo še kdo kaj dodal na to temo. Če malo preskočimo, malo preskok, včeraj sem vas pogooglal, preden pozornimo in Google je najbolj priročen. Vsi ste na Facebooku, nasprotno od prejšnje okrogle mize, kjer nihče ni bil. Eni celo zelo aktivni, eni, Boris, ti imaš tvoji blogi, tvoji Facebook posti so ene izmed najbolj obiskanih in tvoje razprave zelo zavzete. Medtem vsi drugi ste tudi na Facebooku, ali zdaj tam gre tam za kakšen presežek kritiškega mišljenja ali celo mogoče gre za kritikanstvo večkrat v primeru Facebooka. Čeprav, treba še to opozoriti, da kolikor opazujem Facebook v zadnjih 2 mesecih, se je iz enega zabavnega, osebnega nekega medija prelevil v totalno političnega. Vsi sedaj objavljajo politične teme, sedaj na kakšnem nivoju, kdo, kakorkoli, ampak iz tega, kot rečeno, grem na rojstni dan, sem spil pivo na kavici z sestro oziroma s punco, je šlo v to. Danes na demonstracijah razbili prijatelja, moj fant v zaporu, ne vem, in tako naprej. Ne? Torej, Facebook je totalno na 180 spremenil obraz, ki ga seveda spet bo verjetno bodoče. Branko, izvolite. Da bi malo se vrnil še na to, kar so oni rekli, povezavi s tem kritikaststvom. Jasno je, da je Facebook in podobni mediji odprti za vse, puščajo tudi možnost, bom rekel, različnim ravnem, lahko rečemo temu tudi kritično mišljenje. Po mojem mnenju je tudi ta kritikaststvo ena oblika željenega kritičnega mišljenja, ki pa mu manjka to, kar sta ona dva rekla, se pravi orodji, znanje, da bi iz kritikaststva postali kritiki. Pri vsaki stvari potrebuješ orodja in veščine. In logika, kakorkoli je pomembna, dejansko sama po sebi, če je ne uporabljaš v smislu mišljenja, v družbenem smislu, da kritično mišljenje, po mojem, sploh nima nobene povezave z ničemer drugim kot z družbo, kot z medčloveškimi odnosi. Ker za golo preživetje ti ne rabiš kritičnega mišljenja, ti lahko svojo hrano pridobiš tudi brez nekega intenzivnega mišljenja. Mišljenje sploh je problematično. Ja, upajmo, da bo tako ostalo, da bomo hrano lahko pridobili brez kakšnega kritičnega mišljenja. Izvoli, Boris. Mislim, da bo Branko kar nadaljeval. Ja, mislim, ta prispodoba se ponuja sama po sebi. Sprej, logika je orodje, argumentacija je orodje. Podobno je lopati, ki jo vzajemo iz vrtne ute, da bi z njo lahko zaštihali vrt. In zdaj sta dve možnosti, da potegnemo to lopato ven, jo malo pokažemo sosedom, in potem varno spravimo nazaj, ali pa da jo nenehno uporabljamo in se pravi z njo štihamo vrt in upravljamo druga vrtna opravila. To je približno logika, oziroma kritično mišljenje. Ni dovolj, da imamo samo lopato v vrtni uti, potrebno je tudi uporabljati. Odgovor na drugo vprašanje bi pa seveda bil, da je nekako smiselno in logično, da se je Facebook skupno zdaj nenadoma zganila in postala bolj politična, zato ker je videla, da je pravzaprav ta mariborska vstaja, ki predhodi vsem slovenskim vstajam, delo anonimne Facebook skupine. Se pravi, Facebookovci so nenadoma ugotovili, da imajo neko politično moč, se pravi, da so lahko ne samo del nekih družbenih procesov, ampak da so lahko tudi iniciatorji teh procesov. Se pravi, ta politizacija Facebooka ni nujno nekaj slabega, v danem primeru se mi zdi nekaj izjemno koristnega in naprednega.
In mislim, da smo priča tako rekoč redkemu zgodovinskemu trenutku, ko je načeloma neko družabno omrežje, ne, ki je namenjeno iskanju prijateljev in raznim vrstam zabave, ne, kot rečeno, objavljanje svojih lastnih družinskih albumskih slik ali posnetkov lastnega vrta, nenadoma postalo koristno in to je presenetilo same Facebookovcev. Ne? In to je verjetno ta pozitivistični razlog, zakaj so šli v recimo splošno pisanje in produkcijo bolj političnih spisov ali bolj političnih objav. Simon, mogoče bi ti poznaš razmere v Avstriji, poznaš razmere tudi v Sloveniji, delaš v medijih, mogoče to razliko malce opišeš, kako gledajo na kritično mišljenje v Avstriji, kako pri nas. Ali so mogoče z tega stališča, na stališča reakcij. Pri nas imamo občutek, da so te reakcije vedno tako fatalne na vsako kritično mišljenje. Mislim, jaz sem zadovoljen, če imam eno kritično mišljenje in so reakcije na moje izvajanje fatalne in dokončne in ne vem kaj vse. Je to v Avstriji tudi? No, jaz bi najprej začel s tem uvodnim delom, vem, da je že par časa od tega minilo. Nismo te pustili do besede, ja. Saj ni problem, ti si me predstavil kot študenta ruščine in slovanščine. To se mi je zdela zelo zanimiva napakica. Ker se mi namreč zgodilo, ko sem šel za par tednov v Rusijo študirati v Moskvo, in sem se tam moral tudi predstaviti pri profesorici za rusko gramatiko in ona tudi ni pravilno razumela in je potem mislila, da je moj materni jezik starocerkvena slovanščina, ker je tudi razumela, da govorim slovansko, ne, in od te naprej sem bil za njo staroslovan, tako rekoč. Ne. In se pravi, to tudi... Slovenščina, popravimo, ja, se upravičujem. In tu, se pravi, pri kritičnem mišljenju bi lahko recimo tudi rekli, da gre za jasno komunikacijo. Ne. Se pravi, to je tudi odločilna stvar. In potem, kar sem še opazil, če ostanem še kratko v Rusiji, gre tudi za menjo perspektiv. Se mi zdi zelo pomemben faktor pri kritičnem mišljenju, ker jaz bi rekel, preden da sem prišel v Rusijo, sem imel toliko kritično mišljenje recimo do Putina ali do tega sistema, ki je tedaj bil tako rekoč na višku svoje vlade, svoje priljubljenosti v Rusiji, tako rekoč konsenzno mišljenje, ki vlada tukaj na zahodu, jaz ne vem kako je v Sloveniji, mislim, da je tudi tako kot v Avstriji, da je pač to neka slaba stvar, da je to taka napol diktatura, da je to nekaj slabega. No, ko sem pa stopil v stik tam, študenti spoznal njihovo perspektivo, ki so rekli, kako je bilo prej podjetje, nam je bilo veliko hujš, niso imeli kaj za jesti, zdaj imamo vse delo, zdaj imamo hrano in lahko tudi zaslužimo, lahko, torej nam ne manjka tako rekoč ničesar in Rusija spet igra neko pomembno vlogo, tako rekoč na istem rangu kot Združene države Amerike ali pa Kitajska. Se pravi, kritično mišljenje bi pravzaprav bilo, če bi kot Avstrijec se znal malo poglobiti v to perspektivo, ki ga imajo Rusi. Potem, zdaj, kar se tiče Facebooka, je to zelo ambivalentna stvar, seveda. Po eni strani je to zanimiv razvoj, seveda recimo na tem področju, kjer jaz delam, na medijskem področju, je to super stvar, ki lahko zelo hitro komuniciraš, lahko, recimo, če imaš podjetje, lahko delaš super reklamo. Kar se pa tiče kritičnega mišljenja, ko si omenil to perspektivo Avstrija, Slovenija, ker jaz imam seveda zelo veliko stikov v Slovenijo in tudi v Avstriji sem povezan s slovenskimi študenti in je zanimivo, da je bilo prej, včasih, ko še ni bilo Facebooka, ko je bila tako rekoč tudi še dejanska meja med Slovenijo in Avstrijo, je bilo veliko več intelektualne izmenjave, kot je zdaj. Se pravi, zdaj je že spet 5-6 let minilo, da so se v Mariboru spet spomnili, da bi lahko pravzaprav z nami navezali spet stike, se pravi, študentska organizacija v Mariboru je spet stopila v stik z nami in zdaj se spet začenjamo povezovati. Zanimivo, preko Facebooka so nas kontaktirali. Ja,
Izvoli. Izvoli. Nekaj dodal, to je zdaj Simon zelo zanimivo povedal, to svojo izkušnjo iz Rusije in sem se ob tem spomnil, sem pred časom prevajal članek enega izmed pač tega ameriškega gibanja kritičnega mišljenja, ki raste tam od 60 let naprej. In ta občutljivost na kontekst se tam imenuje kritično mišljenje v krepkem smislu, kar je sicer samo nek termin v teoriji. Pomeni pa točno to, da bi se morali posvetiti različnim kontekstom. Vseeno bi pa zdaj tu upozoril na dve stvari mogoče. Ena stvar je, da če nismo pozorni na kontekst, pa vzgajamo samo to, kar smo prej rekli, in bi bilo mogoče kritično še nekim ožjem, šibkejšem pomenu, se pravi samo veščine, pa zanemarimo kontekst, potem lahko, kot ta isti avtor pravi, Richard Pohl se imenuje, vzgajamo sofiste. Ja, lahko vzgajamo sofiste, zato ker če ne problematiziramo lastnega konteksta, potem smo kritični samo do drugih. Po drugi strani, če pa ne problematiziramo tudi množice teh različnih kontekstov, lahko pa zapademo v nek relativizem, zato ker, ne vem, zdaj Simon gotovo to ni mislil, ampak da bi zdaj, lahko bi pa z tega nekdo vse nasklepal, da bi podprli Putina. Verjamem, da je bilo prej slabše. Jelcin je na vse zadnje nekdo, ki bombardiral v bistvu lasten parlament, ga napada s tanki, zgodovinski posnetki obstajajo, podprl tajkunizacijo, se pravi skrajna neoliberalizacija. Samo ne bi pa smeli spregledati, ko že govorimo o kontekstih, da je pa ta nacionalističen trend Putina, tako kot zdaj vidimo tudi v arabskih deželah, neka možnost, ki se je pojavila reakcije na to, česar pa tudi glede na to, ko imamo zdaj Pussy Riots in podobne človekove pravice, da je to, se pravi, ta neoliberalni kontekst je ponudil te možnosti za opor, ampak vse možnosti za opor na vse zadnje ne vodijo v družbo, v kateri bi želeli živeti. Seveda je pa, če nekdo, tako kot so v Rusiji, kot kaže zgodovinski posnetki, razprodajali v bistvu vse, kar so imeli doma in bi bilo na milijone lačnih ljudi, potem za mnoge to gotovo sprejemljiva opcija, samo, da če že razmišljamo kritično, gotovo nekaj, kar bi morali zavrniti. Pa tudi mogoče v Facebooku gledal sem film We Are the Legend, mi smo legija, in govori o pač teh prvih piratih v Ameriki in na kak način so recimo ravno preko Facebooka oziroma teh socialnih omrežij se zoperstavili in napadli scientistično cerkev. In tam v tem filmu se je lepo vidi, na kak način so ti prvi pozivi oziroma prve razprave po Facebooku pripeljali do tega, da so po vseh mestih na svetu, kjerkoli pač so bile scientistične cerkve, ljudje prišli in protestirali in proti Tomu Cruisu, pa skratka vsem tem ljudem. In tam se, ja, v tem filmu se je lepo pokazala. Ja, kaj sem rekel jaz? Ja, no, tako, spremimo ta popravek. Ja. No, hotel sem reči, tam se je točno to pokazalo, kaj prej Boris rekel, da je mobilizacijska moč Facebooka oziroma z teh socialnih omrežij bila presenečenje za same te akterje. Hkrati pa mislim, da bi tudi morali kritično premisliti o tem orodju, zato ker samo politično delovanje in vlogo razmišljajočih intelektualcev in vse, ki to spremljajo, mislim, da tudi spreminja. Se spreminja s tem medijem tudi? Zelo se mi zdi, ravno včeraj sem bral na MMC en zanimiv intervju z temi, ki so v Španiji, se pravi, ki so sopotniki ali pa delujoči v tem gibanju Španiji. Pokazalo se je, da v tem okolju, ki ga na nek način zelo opredeljuje socialna mreža, ti, ki delujejo in ti dejavniki vznikajo in ponikajo in se pojavljajo in izginjajo in ni več tako, je bilo včasih, ko so bile neke, ne vem, partije in skratka avangarde intelektualne.
zato ker je pač tudi okolje takšno, ker je ogromno ljudi obveščenih, ogromno je teh društev, zvez in vsi na nek način se identificirajo s tem gibanjem. Tako da se mi zdi, da smo zdaj tudi pred nalogo, da premislimo in osmislimo to, kar nas je v bistvu doletelo in presenetilo na tak lep način, kot nas je. Ne. Za aktivno družbeno življenje, ki predpostavlja kritično mišljenje množic, je seveda potrebna tudi ena določena materialna baza. Se pravi, ljudje, ki, tako kot je Simon povedal, ki so v nekem obdobju dobesedno stradali, nimajo možnosti in časa se ukvarjati z kakršnim koli mišljenjem, zlasti pa ne kritičnim, ker enostavno morajo skrbeti za svoj vsakdan, kako bojo preživeli. In seveda je pa tu zdaj en drugi problem, kar je pa Andrej povedal. Zdaj je v Rusiji, če sem Simona prav razumel, materialni položaj ljudi takšen, da bi lahko omogočal malo več kritičnega mišljenja, vendar so ljudje zdaj presrečni, ker pač ne rabijo več se razmišljati, ali bo jutri še živi ali ne, po eni strani, po drugi strani pa oblast, in tu Rusija ni nikakršna izjema, to velja za ves svet dobesedno, je pa tako, da tisti, ki menijo, oziroma ki so si uspeli dobesedno nekritično prisvojiti oblast, ne dovolijo, oziroma aktivno preprečujejo vsako izražanje kritik. Namesto da bi kritike na delovanje sistema razumeli kot spodbude, se razumejo, in tu sem jaz razumel kot vlogo kritičnega mišljenja, da opozarja na nepravilnosti v družbi, ne pa da kritično mišljenje pač kritizira samo zaradi sebe, in kot nekaj smer. Tudi ta naš upor sedanji, mariborski in slovenski in kjerkoli, ni mišljen v smeri, da zdaj je treba vse uničiti, ampak v smislu, čeprav mogoče zdaj to še ni jasno izraženo, ampak v smislu, da se zgradi nekaj boljšega. Boris, Jaz bom zdaj malo kritičen do mojih kolegov, poskušal bom biti kritičen intelektualec, ki uporablja kritično mišljenje. Mislim, da smo malo metodološko zašli v tej razpravi iz enostavnega razloga, ker smo začeli enačiti kritično mišljenje kot nek logiški napor rigoroznosti v argumentacijskem mišljenju kot takšnem, bodi si kot neko kritično intelektualno držo, in smo zdaj ta pojem, koncept kritičnega mišljenja začeli mešati z pojmom, recimo temu, državljanske zavesti, vprašanji revolucioniranja družbe, z vprašanji ustaje, z vprašanji družbenih sprememb, z vprašanji razlogov, zaradi katerih ljudje odhajajo na ulice. To sta po mojem popolnoma dve različni plati, da se nam ne bo zgodilo, tako kot mariborskim EPK-jevcem, ki so si začeli pripenjati zasluge in značke za to, da so oni zaradi EPK projekta spravili ljudstvo na ulice. To trdijo, da je sam projekt EPK-ja pripeljal do tega, da so ljudje zdaj nenadoma postali nezadovoljni s politiko in prišli na ulice. To zdaj namreč točno to trdijo. Da se nam ne bi zgodilo, da si bomo tisti, ki navijamo za kritično mišljenje, začeli pripenjati značke za to, da so ljudje odšli na ulice. Jaz mislim, da zato nimamo nobenih posebnih dobrih zaslug. Jaz mislim, da sta to dve popolnoma ločena procesa. Se pravi, ljudje so recimo v Mariboru spregledali in uvideli, da je mestna oblast koruptivna in da je ne želijo več imeti, in so začeli skandirati proti županu in zahtevati odstop mestne oblasti, ne zato, ker se bi v njih nenadoma naselila neke vrste kritične drže, kritične poze. To ni ta vrsta kritike, o kateri govorimo, to ni kritično mišljenje, o katerem govorimo, ampak zato,
ker imajo preprosto te politike dovolj, ker so ugotovili, da je ta politična elita nezaupanja vredna, da je nekredibilna, da je, kot rečeno, skorumpirana, da se je odtujila od ljudstva, od državljanov, od občanov in tako dalje. To z kritičnim mišljenjem kot takšnim nima neke posredne povezave, čeprav na videz navzven zgleda, kot da so ljudje postali nenadoma kritični na neki točki. Na neki točki so postali kritični, pri čemer je treba vedeti, da beseda kritičen prihaja iz grškega izraza kritikos, kar pomeni razločevalen. Krizis je razločevanje, je sposobnost ločevanja, namreč slabega od dobrega. Kritičen je tisti, ki vidi, nenadoma vidi, kaj je dobro, kaj je slabo, da nima. Ločuje nekaj, kar je zrno, od tistega, kar je pleve. V tem smislu, zelo ohlapnem smislu, so ljudje postali kritični, v smislu, da so videli, da je seveda ta oblast, mestna oblast, državna oblast nekaj, kar ne dela za njih, ampak dela proti njim. Še bolj preprosto mogoče je, ljudem je pač vsega dovolj, ker tako slabo živijo, nimajo za jesti, mogoče celo več. Tudi tako. Da so to celo direktni razlogi. To že, seveda, ampak je pa kritično mišljenje verjetno spodbudilo, a ni, določene akcije. Samo eno malo pripombico. Izvolite. To, kar je rekel Boris, da je EPK zaslužen, oziroma si pripenja lovorike za mariborski rajec, enake lovorike si lahko tudi Kangler pripne. Ja, seveda, tako. Simon, mislim, da je hotel nekaj. Ne, lahko. No, tukaj bi dodal, jaz se strinjam s tem, da ne moremo, recimo, doben, ki si pripisuje, da kritično misli, si pripet kakršnekoli zaslug za to, da ljudje zdaj protestirajo in da so vzroki tako realni, kot je Boris povedal. Samo prej smo se pogovarjali o tem, kaj bi bil ideal, zdaj, če je kritično mišljenje ideal, potem se zdi, da bi v neki dokaj idealni družbi ljudje premislili svoje življenje in razloge, zakaj, kje živijo, in bi na osnovi tega potem se odločili za neko dejanje. Tako smo v začetku tudi opredelili kritično mišljenje, se pravi kot neko združbo veščin, da nekaj premislimo, pa vidimo, če zdaj ti razlogi podpirajo, neko interpretacijo sveta ali pa nek sklep, in potem v skladu s tem tudi ravnamo. Zdaj, če Boris pravi, da ljudje niso šli na ulice morda zaradi tega premisleka, ampak čisto iz žalostnih vzrokov, potem seveda je to res. Ne pojasnjuje pa, zakaj vendarle še vedno toliko malo intelektualcev v Mariboru, oziroma teh, ki imajo izobrazbo pri tem udeleženi, ker od njih bi pa vendarle lahko pričakovali, kolikor še imajo službe in jim gre relativno dobro, in bi lahko prišli, recimo tako kot so mogoče gibanje 15O, ko so se postavili pred borzo, v času, ko še to noben ni videl, ker so premislili te stvari in so odkrili, zoper koga, v katerem času je bilo treba protestirati. Tako da to se mi zdi, da pa je potem vloga, vsaj sebe vidim v izobraževanju, pač ideja šole, če rečem drugače, je v tem, da je morala vzgajati takšne ljudi, da bojo ravnali iz pravih razlogov v življenju. Se pa zavedam, da večinoma ni tako, to bi bilo tudi naivno, če bi zatrdil, da je. Simon, ti si če že zdaj govorimo o teh protestih, bi seveda tudi jaz rad kaj načeloma o protestih. Tudi v Gradcu ste imeli gotov je, pa je. A res? Nisem kaj opazil. Torej, najprej na temo Rusija in zakaj ni kritične mase, ker jim gre preslabo ali ker jim gre predobro, to je res taka dvolična stvar. Imel si tudi zelo kritične duhove v času, ko so vladali carji in res ni bilo veliko blaginje, in imaš tudi v državah, kjer je veliko blaginje za vse, imaš pa tudi kritične duhove, kot recimo v Nemčiji, ali pa če vzameš kot primerjavo Avstrijo,
ki pa res gre odlično. Ravno zdaj v času te menda svetovne krize gre Avstriji zelo dobro in praktično ni nikakih protestov, vse je v redu, čeprav je najmanj toliko korupcije kot v Sloveniji, ampak ljudje ne grejo na cesto, ker se imajo fajn ali zakaj, jaz ne vem. Torej, očitno še ni prekipelo, kot je zdaj v Sloveniji. Zdaj, moje osebno mnenje, kar se tiče protestov, je tudi zelo ambivalentno, ker jaz sem se sam sicer pred leti, ko sem še v Celovcu hodil na gimnazijo, na slovensko gimnazijo, sem se rad udeleževal protestov, predvsem proti takrat še deželnemu glavarju Hajdarju ali pa za pravice koroških Slovencev. Sem se rad udeležil, ampak vedno je bilo tudi to v ozadju, da so bili tam tudi protestniki zraven, s katerimi se sicer nikoli ne bi srečal, ne pogovarjal in verjetno tudi ne bi imeli veliko kaj skupnih mnenj. Se pravi, to so bili ljudje, ki so bili glasni, ki so provocirali, ki so se hoteli biti s policisti in tako naprej. In potem sem jaz zase se odločil, da se ne bom več udeležil protestov. Torej, jaz že nekaj let ne hodim več na ulico, ker nočem, da me poistovetijo z vso maso, v kateri je seveda tudi veliko somišljenikov, ampak mislim, da najmanj toliko ljudi, s katerimi nimam nič skupnega. Sem pa sicer načeloma za proteste, ampak jaz osebno se jih ne udeležujem več ravno zaradi tega razloga, ker jaz rajš osebno povem svoje mnenje, recimo kot tukaj v tej rundi, ne pa da sem del neke mase, ker za mene masa je vedno nekaj, malo se bojim tudi velikih skupin ljudi, množic in ja, to je moja problematika s temi množicami načeloma. Ja, jaz se strinjam z kolegom Simonom. Mislim, protestne situacije prinašajo zelo, zelo absurdne okoliščine. Ko sem sam govoril na 4. vstaji nekaj dni nazaj, sem se seveda zalotil v tej paradoksni situaciji, češ, kaj pravzaprav počnem, kaj pravzaprav govorim tej množici 3000 ljudi. V bistvu sem govoril o tem, da so naši politiki gotovi, govoril sem o tem, da moramo speči hobotnico, govoril sem neke prazne floskule na ravni nekih sloganov, ki so na neki ravni neartikulirani, nereflektirani, da tako rečem nekritični. Postal sem del te črede, ki je po svojem bistvu iracionalna. Hočem povedati, ljudje, ki so se ukvarjali z psihologijami množic, od Le Bona, Freuda in tako dalje, vsi po vrsti ugotavljajo, da ljudje v množici ljudi delujejo iracionalno, da se razumemo, nikogar ne podcenjujem, ampak množica, ljudje, ko se znajdejo v množici, postanejo iracionalni. In to je ta množica, ki sem jaz nagovarjal. Kako jo lahko nagovarjaš z odra z nekimi racionalnimi presojami in argumenti? Zelo težko, ker jih ne doseže. Tako da sem se počutil zelo nemočno. Po eni strani priznavam legitimnost njihovih zahtev, želim biti del te množice, želim biti protestirajoči, bil sem aktivno udeležen v vseh teh protestih, po drugi strani se pa zavedam tega roba, te meje, točke, v kateri ta množica preprosto sledi in je pripravljena slediti nekemu vodji, ki bo pravzaprav ta isti vodja, proti kateremu pravzaprav zdaj skandiramo, da je gotov in da naj odstopi. To je nek popoln paradoks, morda bo še hujši. To je nek popoln paradoks, v katerem, kot rečeno, ima človek velikega moralnega mačka in težave, kaj v tej situaciji storiti. Vsi smo za to, racionalno smo za to, da mariborski politiki odstopijo, po drugi strani pa je treba, kot rečeno, za dosego tega cilja biti na neke trenutke tudi iracionalno, tako rečem, ali vse prisluhniti in slediti množici, ki je iracionalna. In to je neka zagata, ki jo sam ne znam rešiti. To je podobno kot pri pop pesmi. Pop pesem doseže veliko množico, medtem ko eksperimentalna glasba, ki je mogoče bolj
sofisticirana, mogoče celo zahteva več, jazz zahteva več znanja glasbenega, pa doseže dosti manjšo množico. Ampak tako to je. No, se mi zdi, Boris je rekel, da je biti racionalno, iracionalen v vsaj v enem momentu, če sprejmemo, da je množica vselej iracionalna. No, edino, zdaj pa po nekem naključju sem tega Freuda, njegovo analizo, to množično psihologijo prebral in njegova interpretacija bolj ali manj je res takšna, množica je večinoma iracionalna, če tudi hkrati trdi, da je zmožna tudi najveličastnejših dejanj, kar pa seveda ne pomeni, da so zdaj razumno podprta, ni nujno. Edino, zdaj pa bi jaz vseeno, mogoče je to malo utopično, pa je to potem zopet ta zrno iracionalnosti, v katero bi ga lahko vpeljali, ampak kar nekaj zapisal na to temo sem prebral, pa navsezadnje tudi doživel v tej iracionalni množici je pa vseeno, kot recimo poslušalec Borisovega govora, na 4. vstavi v tej množici ljudje so dali drug drugemu prostor, se umikali, niso bili, ne bi rekel, da vsi posamezniki, ki so bili tam not, so bili že kar po nujnosti iracionalni, hkrati se neka solidarnost, je bilo mogoče neki novi zametki te solidarnosti, nekega upanja, ki se mi zdi, da je v vsakdanjem življenju v Mariboru v zadnjem času kar spahnelo, če ne že kar izginilo. To se meni zdi, da ni nujno, da je ta množica ista množica, s katero so imeli opravka recimo Le Bon, Freud ali pa Bernay, ta nečak, ki je tako spretno znal izkoristiti ta sredstva PR-ovstva in propagande za uravnavanje množic, pa pri pridobivanju soglasja za razne projekte v mirnem času v ZDA. Pa to ravno zaradi tega, kar smo se prej pogovarjali, to je Facebooka, ker se mi zdi, da ti ljudje, ki zdaj pridejo, niso čisto, ne bi mogli reči, da so kar koleški neki elementi množičnih dogajanj, kot so bili nekoč. Zdi se mi, da so malo drugače osveščeni in tudi bolj informirani in to, kar si ti prej rekel, na kak način je sam Facebook se spremenil oziroma v zadnjem mesecu postal v bistvu orodje tudi razprav, še več bi jaz dodal tudi ob raznih zapisih v mediji, kjer so spodaj komentarji. Če smo to še pred časom gledali, so bili komentarji skrajno bedni. Jaz bi rekel, da zdaj niso več tako bedni. Pa manj anonimnežev. Imamo občutek, da je. Ja, ampak zdaj ne trdim, da je vse to res, samo se mi zdi, da bi to bil en zanimiv ali pa vreden predmet raziskave. Ne trdim pa, pravim, samo tako. Če malo zavijemo v levo, kakorkoli všeč desno. V glavnem, večkrat so že bile omenjene človekove pravice. Danes. Ja. Boris je pred začetkom tudi Boris je vprašal, v kakšni zvezi je kritično mišljenje in človekove pravice. Saj res, v kakšni zvezi je? Pa mogoče, če pojasnimo, kaj so to sploh osnovne človekove pravice, to pravica do dela, kako bi jih rangirali? Katera pravica? Pravica do govora. Je to pomembna človekova pravica, svobode govora? Kdo bi to? Tu imamo mi zelo lepe zadeve, ki jih je na veliko in dokaj natančno in celo preširoko, o svobodah in svoboščinah in s temi povezanimi pravicami, Friedrich August von Hayek definiral. Vendar je on dodal še eno stvar, ki je pa blazno moteča, torej poleg svobode govora, poleg svobode do načina življenja in vsega tega je on naredil še eno dodatno napako, ki pa je danes postala glavna, se pravi svoboda do upravljanja z lastnino in je to potem zdaj omejeno izključno na lastnino in vse ostalo. Ampak dejstvo je, da je izražanje svojega mišljenja, kritičnega ali ne, je na vsak način ena od osnovnih pravic, ki bi naj veljale v večini
družb, ki imajo sebe za demokratične, ne? Koliko so res demokratične, je čisto drugo vprašanje. Nazaj, nisem pa čisto prepričan, da je pravica do izražanja lastnega mišljenja res absolutna. Konkretno povedano, nisem povsem prepričan, da je Voltaire imel prav z svojim rekom, da nikoli se ne bom strinjal z vašim mnenjem, ampak do smrti bom branil pravico, da ga izražate. Nekaj v tem smislu. Ne? Kaj pa narobe s tem? S tem, da potem praktično jaz sploh ne vidim, kaj je bilo narobe z razmišljanjem Nemcem od leta 1933 do leta 1945. Oni so imeli vso pravico in svobodo tako razmišljati. In ne pa tudi delovati. Ja, ne pa tudi delovati. Ja, mišljenje je vedno tudi delovanje. Mišljenje samo za sebe potem ostane bolj samo neuporabljeno orodje. Kdo bo? To bi jaz dodal, recimo, avstrijsko perspektivo, ravno ko sem slišal ta izrek Voltairja. To je zanimivo, ta izrek Voltairja izražajo ali govorijo največkrat zastopniki svobodnjaške stranke, se pravi, to je naslednica NSDAP-a v Avstriji. Ne? In zato se ne strinjam. Ja, in oni uporabljajo ta Voltairjev stavek kot argumentacijo za izražanje svobodnega mnenja o tem, recimo, da bi lahko teoretično rekli, da Hitler je imel prav. Tega se zdaj ne sme trditi v Avstriji, se pravi, lahko trdiš, ampak potem prideš v zapor. To je, recimo, oni to imenujejo cenzura, kršenje torej pravice do izražanja svobodnega mišljenja in, kot rečeno, uporabljajo pač ta izrek. Se pravi, v Avstriji dejansko obstaja ta neke vrste cenzura, bi lahko to rekli. Nemčija je še malo hujša. Ja. Ne vem, če to cenzura. Mislim, popolnoma samoumevno je, da ima naša pravica do svobodnega izražanja mnenja neko mejo, ne, ki smo jo sami postavili znotraj liberalnih demokracij in da je ta meja, ki se je reče meja spodbujanja sovražnega govora, neenakopravnosti, rasizma, hujskaštva in tako dalje. Ne. In zdaj, če nekdo reče, Jude je treba pobiti, ne, in se pri tem sklicuje na pravico do svobodnega izražanja mnenja, je jasno, da tega ne bomo tolerirali. Mislim, da smo to že dolgo tega presegli. Ne? In sklicovanje tega, ki izraža stališče, da Jude je treba pobiti na to, da se mu kršene ustavne in druge svoboščine in pravice, ne, je absolutno nekaj, kar smo že izključili kot možno situacijo. Tega preprosto ne dovolimo. Ne? Kar pa še ne pomeni, kolega Branko, da imamo kaj proti Voltairu. Mislim, da če zdaj z te perspektive napadamo Voltairovo mnenje, potem pravzaprav dajmo prav tistim svobodnjakom ali pa tistim, recimo, hate speecherjem, uporabnikom sovražnega govora, ki si Voltairja v bistvu prilastijo za to, da smejo reči tisto, česar ne smejo. Ja, kar še tukaj zraven pride, da je to seveda veliko bolj deficilno, veliko bolj tankočutno, kar se tiče te prepovedi. Recimo je tudi prepovedano v Avstriji, da bi rekel, niso ubili 6 milijonov Judov. Ubili so jih veliko manj, se pravi, da je to laž. Ali koncentracijska taborišča niso bila zdaj tako huda. Se pravi, to so enostavno neumnosti, zgodovinske neumnosti so to. Ali zdaj to tudi spada v hujsaštvo, ali je to enostavna neumnost? In ali smemo zdaj neumnost pripovedati? Težava je v tem, to pa je Hannah Arendt v eni zelo mali knjižici, ampak zelo dobri knjižici napisala, da če na ustrezni ravneh in na ustrezni način razlagaš, da je dne tega in tega Belgija napadla Nemčijo in ne obratno, bo to postala zgodovinska resnica. Ne splošna, ampak zgodovinska, uradna resnica. To je Goebbelsova pogruntavščina, ponavlja laž tako dolgo, da je postala resnica. Ne, samo ona še to nadgrajuje dobesedno z formalnim vsiljevanjem te napačne resnice. Samo ob vsem,
se upravičujem, filozofiranju, kakorkoli, govorov, pogovorov, razpravah, pa se mi zdi, da v sodobni družbi manjka ljudi akcije. In medtem, ko recimo mi filozofiramo o človekovih pravicah, se brez kakšnih problemov večjih na drugi strani kršijo, mi pa filozofiramo. A je to? To je nujno. Problem je v tem, da enostavno ena in druga stran, torej ljudje, ki so aktivisti, nimajo časa za teorijo in ljudje, ki se ukvarjajo s teorijo, pač ne morejo biti tako zelo aktivni, ker pač se s tem ukvarjajo. Treba je vse zadeve voditi v povezavi enega in drugega. Pravi, in to je to, kar si ti sam na začetku povedal. Naloga intelektualcev, ne samo v Mariboru in Sloveniji, ampak povsod, je, da osmislijo aktiviste. Tega pa ne počnejo. Ja, zdaj smo že pri vlogi intelektualcev v družbi kot kritičnih mislecev. Ja, kolega Hedel, jaz se ne bi čisto strinjal s tabo. Prvič, jaz mislim, upam, no, da vendarle ne filozofiramo v slabem, ampak dobrem smislu. A drugič, če je tako zelo hudo, potem je to spomni na angleškega filozofa Jeremija Benthama, ne, in njegov tako utilitarizem dejanja, po katerem seveda neko dejanje šteje za moralno samo takrat, ko izpričuje pozitivne, koristne rezultate in posledice. Ne. Zdaj, karikatura tega utilitarizma dejanja je to, ki si jo ravno kar navedel, se pravi, ali ni tako, da vsakič, ko se usedemo pred televizijo, ne, bi morali početi toliko bolj koristnega, recimo pomagati človeku v stiski, sosedi prinesti, se pravi, iz trgovine osnovne artikle, ne, se pravi, donirati karkoli že, skratka početi nekaj bistveno bolj moralnega od tega, kar počnemo, če se zvečer zleknemo pred televizijo in gledamo dnevnik. Ne. Mislim, po tej logiki lahko absurdno pravzaprav sleherni trenutek našega življenja prikažemo za nekoristen, izgubljen in nemoralen. Vsakič, ko gremo na WC, pravzaprav bi lahko počeli nekaj bistveno bolj koristnega, moralnega in takšnega, da zadeva dobro drugih. Ne. Morda bi lahko lulili takole mimogrede na poti do človeka, ki mu je treba pomagati. Tako da mislim, da te absurdne situacije seveda ne vodijo nikamor. Na ta način se lahko samo okrivljamo do nemoglosti. Ne. Vsaka naša minuta, ko gremo na cigareto ali popijemo kavo, je nepovratno izgubljena, ker je morali početi nekaj bistveno bolj moralno sublimnega in pomembnejšega. No, jaz bi še nekaj povedal na temo, ja, tukaj filozofiramo. Jaz bi zelo svaril pravzaprav pred filozofi, ker to je pravzaprav so nevarni ljudje, če smo si čisto iskreni. Ravno prej smo govorili o nacizmu in vsi ti izmi, to so pravzaprav bolj ali manj, vsi izmi temeljijo na idejah filozofije ali filozofov. Se pravi, filozofi so lahko zelo, zelo nevarni za človeštvo. Pojmi kot novi človek v komunizmu ali nadčlovek v nacizmu. Je to kakšno kladivo? In tako naprej. Se pravi, mislim, določenim filozofom bo to seveda tudi všeč in se morda tega tudi zavedajo, da so lahko zelo nevarni. Ampak jaz bi pač svaril, da je treba biti sploh kot kritičen človek, moraš biti zelo kritičen do filozofov. Recimo tudi v Sloveniji, ali pa pravzaprav že deluje globalno, Slavoj Žižek, na primer, je lahko, če ga dobesedno jemlješ deloma, tudi zelo, zelo nevaren, če pomislimo na to, kakšno mnenje ima do stalinizma in tako naprej. Po drugi strani pa, če govorimo o človekovih pravicah, je pa to tudi bolj ali manj delo intelektualcev, delo filozofov, tako da imajo tudi na drugi strani filozofi velike zasluge, ampak na vsak način imajo veliko vpliva, zato jaz ne bi podcenjeval filozofiranje. Tu bi se jaz strinjal na nek pozitiv način s tem, ko govorimo o pravicah, pa se mi zdi, da ko smo začeli ta krog razprave, Branko omenja tudi pravico do dela, pa s tem povezi, v tej zvezi, s čimer se
zavzema za UTD. In zdaj se meni zdi, da pravica do dela bi morala biti neka temeljna pravica slehernega človeka. In potem tukaj ima neka intelektualna analiza družbe, pa če rečemo, da je to tudi filozofska, po moje nek nujen del, da si to na vse zadnje razjasnimo in da vidimo, da večina ljudi na svetu, se pravi tudi v Sloveniji, je vendarle delo prisilno. In da večina ljudi na svetu ne dela to, kar je Branko rekel, da bi delala, se pravi ustvarjalno, da bi se v delo na nek način našlo, izpolnjevalo in tako naprej, ne, kar se mi zdi, da bi nekako moralo k opredelitvi človečnosti soditi. In potem, če vidimo, da je delo prisilno in da je hkrati kot prisilno, da ljudje vse težje živijo in da se vsi dobički stekajo v bistvu ravno mimo delovne, se pravi samih delavcev, ki prodajajo to svoje delovno silo na trgu dela, potem se mi zdijo takšne analize oziroma, ne, če rečemo filozofiranje, vendarle nekaj nujnega. Tako da tudi jaz ne bi ločil, zdaj malo filozofiramo, potem pa se gremo prakso, ker mora biti to povezano, da na vse zadnje vse ta praksa in poskusi izboljšanja življenja večine ljudi na svetu niso nepremišljeni, če že govorimo ne, tudi o kritičnem mišljenju. In tudi zdaj, če tudi obstajajo različne interpretacije, recimo tudi mariborske vstaje, se mi zdi, da vendarle obstaja interpretacija, ki je morda najboljša in tudi to vstajo umešča v pač ta val vstajniški, ki se, ne vem, začel morda v Grčiji iz razlogov, ne, ki so dobro pojasnljivi in je v bistvu po vsej tej Južni Evropi zdaj že valuje. Tako da to, da je tudi v Sloveniji, je po moje mogoče pokazati in celo dokazati, da je čisto enakih vzrokov kot v Grčiji, Španiji, Italiji, na Portugalskem, na vse zadnje, tudi Nemčiji, ne, če imamo malo severno, in da gre ravno za vprašanje pravice do dela na koncu v ozadju. Nevarnost filozofov videl predvsem v pozitivnem smislu, da je bil ironičen. Ne. Je pa res, da so velikokrat filozofi bili zlorabljeni, da do neke mere Friedrich Nietzsche bil zlorabljen v kontekstu recimo nacistične ideologije ali kaj podobnega. Ne. Tudi Heidegger seveda. Ne. Nekateri filozofi so resnično celo sodelovali z nacizmom. Ne. Absolutno ja. Ne. Zdaj, da bi zaradi tega pa krivili in črtili filozofe počez, pa mislim, da je izjemno krivično dejanje. Prav nasprotno, mislim, da smo filozofi tukaj zato, da peljemo stvari naprej in da smo v osnovi nekdo, ki prispeva k prihodnosti in napredku te družbe. Ne? Ja, lahko je pa tudi uničite. Meni se zdi, da ne, glede na to, nenavadno je, ne, da se filozofijo in kritično mišljenje mislim, izredno marginalizira, potiska na rob. Filozofi smo, kot rečeno, večino časa diskreditirani kot nič vredni govorci neumnosti. Ne. Filozofiranje že danes nekajkrat je bilo uporabljeno na način, kot da ne, v smislu govorjenja v prazno, govorjenja nesmislov, govorjenja neumnosti. In kolikor jaz vidim status filozofov v slovenskem prostoru, smo kvečemo, kot rečeno, potiskani na rob. Jaz lahko rečem zase, da praktično ga ni medija, ki bi me maral. Ne? Ampak ne zato, ker bi bil zoprn na sebi, ampak zato, ker sem zoprn svojo kritiko. Ne? In pravzaprav izjemno težko pridem v medije. Mislim, si nevaren eksploziv, kot je rekel Nietzsche. No, po drugi strani se pa strinjam, ker je Simon omenil Slavoja Žižka, da nekateri filozofi resnično so nevarni celo v dobesednem smislu. Ne? Vi se boste spomnili 2 let nazaj, ko je Slavoj Žižek izjavil za žurnal, da je treba podstaviti bombo pod Cankarjev dom. Češ, Cankarjev dom je treba spustiti v zrak.
To je bila zelo zanimiva recepcija, kolega Simon kasneje, ker se je zelo veliko novinarjev prizadevala, da to ne bi prišlo v javnost. In potem smo, ja ne vem, če je bilo v šali mišljeno, pa tudi če je bilo v šali mišljeno, zveni zelo bizarno. Mi smo potem v društvu Zofijinih napisali neke vrste polemiko, Andrej in Branko se boste spomnila proti Žižku, veljamo za Žižkove kritike. Nekaj drugega rekel Simonu. No, samo tam je bila kritika na kulturno politiko, verjetno takrat nekaj... Kakorkoli že, ampak filozof za bombo v rokah je evidentno res nevaren filozof. Ne? Zdaj lahko se izvleče na ta način, da reče, da tega ni mislil dobesedno. Tako da, ja, so situacije, v katerih so filozofi nevarni, ampak teh filozofov ne cenimo. Ravno to sploh reči, da v vsakem primeru imaš takšne in drugačne filozofe in zato, ker se drugače razmišljajo in še ne moreš odrekati statusa filozofa. Jaz sem prej omenil Finkenkrauta, recimo, ki je zdaj takšen modern. Ampak dolgoročno gledano, če gledamo skozi zgodovino, so se pa dejansko uveljavile misli tistih filozofov, ki jih tudi danes ocenjujemo kot pozitivne. Brez dvoma, jaz sicer tega ne poznam dovolj dobro, je skozi vso zgodovino bilo tudi kopica filozofov, ki so delovali nevarno in mogoče tudi dosegali oziroma izazvali kakšne nevarne, neprijetne, neugodne dogodke, ampak njihove misli niso preživele. No, prvi takšen nevaren je bil seveda Sokrat, kot veste, in je bil obsojen na smrtno kazen zaradi pohujševanja mladine in ateizma. Ja, očitno je. Sokrat je bil prenevaren Atenčanom in je to plačal z svojo glavo, tako da upam, da nekdo ne bo zahteval sledenja temu zgledu. Dobro, zaključimo mogoče še Adam. Jaz bi vseeno tukaj se ne strinjal čisto. Meni se zdi, da v kontekstu, če ga analiziramo in takšen kot je in rečemo tako, smo prej razvili, da je pravica do dela, vendar le pravica, vidimo pa, da sistem je to pravico že zdavnaj ukinil in potem, če nekdo, ki o tem razmišlja, pa bodi si, da je filozof ali pa ne, pride do tega, da bi zopet morala biti pravica, potem je ta misel in to zavzemanje in politična akcija, ki na tem temelji, sistemu nujno nevarna in če je nevarna, bi jaz rekel, da tudi mora biti nevarna, ko premislimo v bistvu, kdo ima od vzdrževanja takšne konstelacije profit, dobičke, kdo pa ne in večina jih nima, potem jaz takšno nevarnost celo podpiram. Veliko tem ste sami odprli, ali so intelektualci odigrali pravilno vlogo v družbi, recimo, če se omejimo na Slovenijo zadnjih 20 let. Mediji, če igrajo pravilno vlogo. Mogoče gremo konkretno, ali so v Sloveniji, ali opazite, kje so v Sloveniji kršene človekove pravice? Kje opazimo v Sloveniji konkretno, da so kršene? Tega je veliko, Saj imamo primer izbrisanih, to je eklatanten primer kršitev človekovih pravic. Imamo družinski zakonik, ki je eklatanten primer kršitve človekovih pravic, v tem primeru zaradi neenake obravnave, jasno, heterospolnih skupnosti in istospolnih skupnosti. Imamo ogromno primerov, katerih je posamičnim gejem in lezbikam ne samo kršena človekova pravica, ampak je zadnje leta že konstantno navadi, da se na dan parade ponosa kakšen gej sprehodi skozi Ljubljano krvav ali pa se ne sprehodi in ga odnesejo kot krvavega. Tega je, bi rekel, relativno veliko in kar je najhujše je ne to, da so človekove pravice kršene, temveč da jih celo vladajoča politika v Sloveniji podpira. Vse primer izbrisanih bi bil že dolgo leta nazaj razrešen, če ga vladajoča politika, sedanja vladajoča Janševa politika, če bi ga želela rešiti. Seveda, vsi so bili krivi, ampak nekateri so si zelo aktivno prizadevali, da se ta problem ne reši, na način, da so zmanjševali pomen problema tega administrativnega genocida, na način, da so trdili, da tega genocida ni bilo. Minister za notranje zadeve Mate je trdil, da izbrisa ni bilo.
poslanec Branko Grims je trdil, da izbrisa ni bilo, vladajoča SDS še vedno trdi, da izbrisa ni bilo. Ne. To, kar je Sima rekel, holokausta ni bilo. Ne? To je približno isto. Ja. No, No, jaz tega ne trdim samo. Da se trdi. Ne? Ampak jaz tega ne trdim. no, ko smo prej govorili, To je nevarno. še o pravicah do dela, v ta, ne, recimo spise kršitev bi vsekakor lahko umestili tudi sodoben, precej radikalen napad na sindikate, ki že spominja na dogajanje pod Margaret Thatcher v Angliji. Najnovejše kršitve so pa vidne zdaj, ko je dosti teh pobud in peticij na Facebooku za izpustitev protestnikov, ki so bili preventivno zaprti in je zdaj že tudi na avaz.org zakrožilo in bo v svet podpisoval, se pravi, peticijo za izpustitev teh, ki so bili nič krivi in mnogi med njimi dejansko so nič krivi in so bili priprti izključno zaradi nekih preventivnih razlogov, ki so nedokazljivi. Tudi to je, ne, recimo, pa če pogledam po svetu, klasična kršitev človekovih pravic, ki jih kakšna neoliberalna država izvaja. In se pravi, zdaj, če bi iskali nabor, ne, kaj počne takšna neoliberalna država, potem bi morali ta oster napad na sindikate, ne, ki se naredijo, ker sam delam recimo v vzgoji in izobraževanju, in to malo bolj spremljam, videti bolj manj v isti luči. Sindikati so druga tema. So, vendar so kakorkoli, ne, bi jih tudi lahko kritizirali, kot slišim, še vedno nekdo, ki brani pravico do dela. Ne. Mediji. Kakšno vlogo so mediji odigrali, če se spet omejimo samo na Slovenijo, pri zagotavljanju človekovih pravic in pa pri zagotavljanju, če smo ugotovili, da je kritično mišljenje pozitivna vrednota v družbi, pri zagotavljanju prostora za uveljavljanje kritičnega mišljenja? Vsekakor Boris se da prednost kot... Ja, jaz mislim, da je treba odgovoriti na dva načina. Prvič, nekateri mediji so zanesljivo odigrali zelo solidno vlogo, se pravi, bili so na strani psov čuvajev, ki poskušajo javnosti predočiti kršitve teh pravic. Velikokrat so ekskluzivno prinašali zgodbe teh kršitev, recimo v primeru izbrisanih. V zadnjih letih so recimo intenzivno pisali nekateri mediji o tem, na kakšen način so kršene osnovne delavske pravice bosanskim delavcem v Sloveniji. Tega je bilo zelo veliko in kar me je zelo pozitivno presenetilo je, da je tudi na Pop TV, ne, ki je dejansko komercialna televizija, teh zgodb bilo skoraj da več kot na nacionalni televiziji, tako da je celo komercialna televizija tu odigrala neko pozitivno pohvalno vlogo. Po drugi strani so pa seveda, ne, zaradi narave slovenske medijske krajine številni mediji, predvsem v lasti Janeza Janše ali pa recimo pod njegovim vplivom, ki so počeli prav nasprotno. Recimo bom zelo konkreten in svež. Mislim, da zadnje 3 tedne spremljamo strašno medijsko gonjo proti vsemu, kar se dogaja v povezavi z protesti po Sloveniji. Ne? Ti tako zvani Janševi mediji so stopili na stran tistih, ki želijo diskreditirati vse proteste po vrsti in vse protestnike po vrsti. Ubrali so neko totalno diskreditacijsko in hujskaško govorico, v kateri je treba satanizirati slehernega protestnika, najti in našteti vse strice iz ozadja, pokazati, da so ti protesti nič vredni, da so uperjeni proti hvalevredni in častitljivi vladi, ne, Janševi vladi. In v tem primeru imamo znova to klasično schizmo, razcep med medije, ki opravljajo korektno svojo vlogo, in med medije, ki so v bistvu hujskaški, spolitizirani in pristranski. Ne. Tako da na enoten način ni mogoče reči, da so vsi mediji opravljali dobro vlogo. Eni so zelo v redu, eni povprečno, eni pa zelo slabo oziroma
so se pravzaprav izkazali kot zadnja politična trobila. Ne. In to je nekaj, kar se nam vleče kot rak rana skozi 20 leti že v Sloveniji, z majhno tendenco, da dobimo vedno več teh politično pristranih medijev. Ne. Naj povemo, da smo v sredini decembra leta 2012, za tiste, ki boste to kliknili, naprimer leta 2018. In tvoja, Simon, slovenska mašina torej nima problemov v medijskem prostoru v Avstriji. Ti si urednik štajerskega uredništva za ORF ali kako? Ja, torej lani so čisto v duhu člena 7 avstrijske državne pogodbe razširili frekvenco slovenskega radijskega programa tudi na avstrijsko Štajersko. To je zelo zanimiva stvar, ker do zdaj, če zdaj spet se vrnem k temi človekove pravice oziroma manjšinske pravice konkretno, ker avstrijska Štajerska deželna vlada je zelo dolgo zavračala obstoj slovenske manjšine, slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Štajerskem, ker so trdili, da je to bila očitno pomota pri pogajanjih za državno pogodbo z Rusi, da so jim Rusi to usilili, da napišejo tudi štajerski Slovence. Se pravi, šele, mislim, da od leta 2001 so štajerski Slovenci sploh uradno priznani. Se pravi, tik pred tem, predno so sploh izumrli. Zdaj število spet narašča, zdaj je okoli 2000, se mi zdi. Tako da zato je zdaj poskrbljeno, obstaja radijski program, obstaja televizijski program, to je enkrat na teden pol ure ob nedeljah. To je seveda zelo malo, če primerjamo to situacijo manjšin v Sloveniji, recimo Italijani ali Madžari v Sloveniji imajo, kolikor jaz vem, celodnevni televizijski in radijski program, če sem o tem prav informiran. Po drugi strani pa seveda spet problematika v Sloveniji priznavanja recimo nemške manjšine ali nemško govoreče narodne skupnosti. Mislim, da se je sicer v zadnjih letih že malo poboljšalo stanje, ampak uradno, kolikor jaz sem, niso priznani. To je v tolikor problem, ker to recimo tudi svobodnjaki v Avstriji to vedno izkoriščajo kot protiargument, da bi dali Slovencem več pravic v Avstriji, češ da vi Slovenci, pa nemško govorečim, niti ne priznavate, da sploh obstajajo. Ti boš zdaj verjetno razstavi Nemci v Mariboru v okviru Evropske prestolnice kulture. Ne bomo o tem. Mi nimamo državne pogodbe. To je ena bolj uspešnih točk EPK-ja. Nekaj drugega bom rekel. Vprašanje se glasi, kakšen je zdaj, kako so se izkazali mediji, kontekst je kritično mišljenje, status intelektualcev. Tu je neka točka, ki mislim, da se pozablja in je skrajno pomembna, da se pove na glas. Jaz mislim, da kritičnega mišljenja, kritične drže, statusa intelektualcev v družbi preprosto ni, če tega ne podpirajo mediji. Jaz lahko napišem 20 peticij za odstop Franca Kanglerja, lahko napišem 200 kritičnih zapisov o EPK-ju in sem jih napisal 200 kritičnih zapisov o EPK-ju, ampak če me noben medij ne objavi, potem ta moja kritika preprosto ne pride do ljudi. In če ne pride do ljudi, potem ta osnovna funkcija promocije kritičnega mišljenja ne bo uspešna in tudi jaz kot kritični intelektualec ne bom uspešen. Prej obstaja ta inherentna povezava med intelektualnim delom ali pa delom intelektualcev v družbi in mediji. Če mediji nekemu intelektualcu ne dovolijo, da pride njegov glas do ljudi, sprej da ga ne objavljajo, da ga cenzurirajo, da ga prezirajo, ga ignorirajo, potem preprosto ne more biti intelektualec. Lahko ima odlične kritike, lahko ima odlično kritično držo, lahko ima veliko pametnega zapovedati, ampak v situaciji cenzure preprosto ne bo mogel biti ne intelektualec, ne kritičen in tudi kritično mišljenje ne bo imelo nobene teže. Tako da tukaj so mediji neskončno pomembni. Intelektualca brez medijev ni. Mediji, če tako želijo, lahko intelektualce uničijo.
postavijo jih v kot. Recimo Zofin ljubimci smo klasičen mariborski primer. Ne? Zadnji intervju, takšen partikularen intervju z Zofinimi kot Zofinimi je bil recimo v Večeru leta 98. Tega 14 let, recimo. Mislim, da smo dali več, mislim, da smo temu mestu dali bistveno več, ne? Kot to, da smo si zaslužili tako mizerno obravnavo. Ampak to je samo en majhen primer tega, o čem govorim. Skratka, po drugi strani je pa ta sreča, da tako rečem, da smo v zadnjih 10 letih dobili tako ene nove medije, ne? Da lahko kritični intelektualci kaj napišejo tudi na blog. In jaz sem seveda star bloger, tako kot so nekateri stari rockerji in punkerji. In če bloga ne bi bilo, če interneta ne bi bilo, če Facebooka ne bi bilo, če drugih teh družbenih socialnih omrežij ne bi bilo, potem pravzaprav bi imeli nekateri popolnoma zavezane jezike. In to je bistveno povedati. Ni kritičnega mišljenja brez medijev, ni intelektualcev brez medijev in dokler imamo medije, ki izigravajo male bogove, ki rečejo, tega bomo dopustili, temu pa ne bomo dovolili, tako dolgo bo tudi Maribor kot intelektualno mesto hiral, dokler bodo novinarji izigravali male bogove. In to je bistveno vedeti, ko se pogovarjamo o intelektualni situaciji v Mariboru. To je ena od prvih premis, o katerih se moramo pogovarjati. Samo, če smo malce optimistični, novi mediji bodo kmalu prevladujoči mediji. Upajmo. Druga stvar, mogoče bi tu samo malce, če izstopim iz voditeljevega vloge moderatorja v mediju, namreč jaz ne bi rekel, da so mediji samo kontrolirani samo z ene strani, z ene vlade, da so samo pod to vlado. Jaz mislim, da so kontrolirani v tej situaciji. Ni nujno, da so kontrolirani. 93. smo organizirali proteste za Pekarno v Ptuju, za mladinske prostore v Mariboru proteste. Nikjer v nobenem mediju niso bili objavljeni protesti. V glavnem, če mogoče poskusimo zaključiti, ali vsi se strinjate, mogoče za zaključek, zaključno misel vsakemu, človekove pravice, ali smo na poti izboljšanja ali drvimo v poslabšanje. Je manj človekovih pravic? Jaz mislim, da jih je manj. Jaz mislim, da jih je manj, pa da pač živimo v času, ko bo pač zaradi vseh neoliberalnih trendov še kar nekaj časa se bo manjšale. Pa ne samo pravica do dela, skladno s to tudi druge, ravno kar je Boris omenil, se pravi tudi do obveščenosti, se na vse zadnje to povezano, ker se tudi mediji tu prilagajajo in na vse zadnjih je tudi vedno manj in bo manj vsi prenašajo skoraj iste zgodbe, razen nekaterih svetlih izjem, ki so bile omenjene. Človekove pravice so definitivno bolj kršene, kot so bile pred 30 leti. Ne velja samo za Slovenijo, velja za ves tako imenovani ali pa samozvani demokratični svet, kjer so se po drugi svetovni vojni začele te pravice pripoznavati in uveljavljati. Z nekje sredi 70 let se je pa začelo eno finančno zelo močno podprto gibanje, ki je stremelo po vedno večjem krčenju teh pravic. Najprej bi morali, torej jaz sam trdim, da si nihče nikoli ni priboril človekovih pravic, ampak smo si v zgodovini izborili manjšanje njihovega kršenja. To se pa zdaj spet povečuje, ne, tako. Boris? Ja, čisto na kratko, za tiste, ki bodo to gledali 2018, povem naslednje, ne, da se nahajamo leta 2012 v nekem izjemnem zgodovinskem času, ko je slovensko ljudstvo na nek način vstalo in se je uprlo političnim elitam
in da smo priča neverjetno zanimivim situacijam, ki jih ne bi pričakovali v neki normalni evropski državi, članici Evropske unije, pri kateri ljudstvo zahteva odstop politikov. Ljudstvo zahteva vehementno odstop politikov na način, da prihaja na ulice v tisočih in tisočih ljudi in ti politiki ne želijo odstopiti. Če v Nemčiji odstopajo politiki zato, ker so, ne vem, kakšno stvar prepisali, ne, ali si prilastili 1000 evrov, v Sloveniji politiki ne želijo odstopiti na vzlic vsem skandiranjem na ulici, naj odstopijo, in to celo po nekajkratnih protestih, za božjo voljo. Ne. V Mariboru so se zgodile tako 4 vstaje in mestni svet še vedno ne želi oditi. Kaj nam to pove? To nam pove, da se nahajamo v neki situaciji diktature, v neki situaciji avtokracije, v neki situaciji, ki ni demokratična situacija. Situaciji, v kateri se ljudstvo šele bori za svoje pravice. Ne? Spravi, ni nujno, da moramo stvar zreti z vidika ene ali druge človekove pravice. Mislim, da se politična situacija do te mere poslabšala v Sloveniji, da je regredirala do te mere, da je pravzaprav v situaciji te avtokracije za pričakovati še več represije, še več kršitev človekovih pravic in tako dalje. Skratka, jaz ne bi odgovarjal z vidika tega, ali so nam danes kršene človekove pravice bolj kot 10 let nazaj, ampak da so znamenja časa takšna, da se lahko upravičeno bojimo, da nam bodo kršene v prihodnje. Torej, jaz samo opažam, da se v zadnjih letih krši predvsem ena človekova pravica, ki je meni zelo pomembna, namreč pravica do zasebnosti, pravica do privatne sfere, pravica do zasebnega življenja. Ta se krši in to, kar je najbolj žalostno, je, da se krši totalno na prostovoljni bazi. Se pravi, govorim o Facebooku. Ko sem že rekel, Facebook ima tudi dobre strani, ampak slaba stran je ta, to je tudi Zuckerberg, sam ustanovitelj Facebooka, je rekel, koncept zasebnega življenja je zastarel. Ta v današnjem življenju nima več prostora. To morate torej vedeti, če se prijavite na Facebook. In kot vemo, veliko ljudi se prijavi na Facebook in prostovoljno odkloni pravico do zasebnosti. Tudi pred kratkim so celo dali na volitve, Facebook je dal na volitve, da lahko tudi uporabniki Facebooka odločajo o konceptu, kako je zgrajena stran, in mislim, da se niti 1% uporabnikov ni udeležil teh volitev. Se pravi, ljudje niti nočejo več soodločati. Druga plat te kršitve pravice do zasebnega življenja je pa ta, da ljudje neprestano telefonirajo v avtobusu. S tem kršijo, s tem mene silijo k temu, da jaz kršim njihovo pravico do zasebnega življenja, ker me prisilijo k temu, da jaz poslušam njihove zasebne pogovore in vdirajo istočasno v mojo privatno sfero. Se pravi, jaz sem za totalno prepoved telefoniranja v avtobusih in v tramvajih. Dobro. Spoštovani uporabniki SITV, to je bila okrogla miza na temo človekovih pravic in kritičnega mišljenja. Z nami so bili Simon Ožlak, Boris Vezjak, Branko Gerlič, Andrej Adam. Najlepša hvala vsem za ta nedeljski pogovor. Hvala.